Renault je lani prenovil Scenic, da z večjim znakom in lučmi še bolj samozavestno vozi po cestah. Od leta 2009 je sicer takšen, tale pa ima še privlačno nizek odbijač, da izgleda bolj športno in da ga lažje udarite v kakšen robnik. Pa še tele dnevne luči LED so lepo pospravljene tukaj, da se jih že oddaleč lepo vidi. Grand Scenic ostaja enoprostorec, ki ponuja ogromno prostora in veliko odlagalnih mest, tako da je popoln za velike družine. Mulariji na zadnjih sedežih tudi ne bo dolgčas, ker bodo lahko ves čas gledali v nebo in našli recimo slona, v oblakih, jasno. Všeč mi je tudi tale sredinski naslon, saj se lahko premika nazaj in naprej. Ima pa tudi sistem AirLink in v tej izvedbi Bose še energijsko učinkovito in dobro ozvočenje, tako da boste lahko hudo mravljico navijali do konca. Zadnje sedeže ostajata zasilna, se pa dobrih 20 dolžinskih centimetrov več v primerjavi s Scenicom pozna. Prtljažnik tukaj pogotne 564 litrov, slabih 130 litrov več. Za pogon tukaj skrbi 1,6-litrski turbodizelski motor DCI, ki proizvede 96 kW, torej 130 konjev. Res, da je v nizkih vrtljajih malo bolj zaspan, ampak s polnim družinskim avtomobilom se vam tako ne sme preveč muditi. Pa kabina je dobro zatesnjena, da se ga ne sliši preveč. Za družine še tole, 3x ISOFIX v drugi vrsti. Poraba pa zmerna, na testu okoli 6 litrov na 100 km. Takšen Grand Scenic stane slabih 27 000 evrov. Dobite pa za ta denar 7 sedežev in ogromno dodatne opreme. Če zasilnih sedežev ne potrebujete, boste takoj prihranili 650 evrov, trenutno pa vam ponujajo še debelih 4500 evrov popusta, tako da je vse tole v bistvu precej poceni.